Te dni mineva 120 let od rojstva zelo znane slovenske in seveda tudi litijske slikarke Mire Pregelj. Postavljeni smo pred to stavbo, pred Farber v Turn, zato ker je bila ravno v tej stavbi pred 120 leti rojena. Tukaj svojega otroštva sicer ni preživela. Živela je v Trstu s svojo družino, ker je bil njen oče Alojzij visoki uslužbenec južnih železnic. Leta 1915 se zaradi očetove službe družina preseli v Ljubljano in tam začne Mira obiskovati kraljevo realko v Ljubljani. Šolo je že pri 17 letih uspešno zaključila in študij nadaljevala, kar je nenavadno za začetek oziroma prvo četrtino 20. stoletja, natančneje 1922, pa je to, da jo je vpisal v študij slikarstva na Akademijo v Zagreb kar njen oče. Dal jo je indeks, povedal, kje bo živela in Mira je študijom nadaljevala. Diplomirala je leta 1926, torej pri svojih 21 letih pri profesorju Beciću. Leta 1928 je imela prvo razstavo, sicer skupinsko razstavo s tako imenovano četrto generacijo. Morda najbolj znan umetnik iz te generacije je Miha Maleš, ki ima v Kamniku prav svojo galerijo, oziroma njemu posvečeno. Mira je bila na otvoritvi razstave že pri svojih 23 letih zelo jasna. Izjavila je: o slikarstvu v splošnem imam samo včasih svoje nazore. To je, kadar sem sama. O svojem delu ne mislim na obiranje jabolk, pa imam najraje, če drugi v njem govore in jih jaz ne slišim. Takšna, neposredna, zavarovana v svoj cilj, v svojo življenjsko pot je ostala. Po študiju je prišla v Litijo, se naselila oziroma živela pri družini v Farber v Turnu, nikoli se ne poročila, rada pa je sodelovala pri drugih razstavah z drugimi umetniki, tudi na svojih samostojnih razstavah. Zakaj je rada sodelovala? Ne zaradi slave, ampak zato, da je lahko videla, v kakšno smer gre umetnost, kako slikajo njeni moški slikarski kolegi in po drugi svetovni vojni, ko njen gmotni položaj postane težji, tudi zato, da je kakšno udel prodala. Litijani so ji dali posebno ime in sicer so Miri Pregelj rekli Farberjeva frajla, kar je nenavadno ime za nekoga, ki so ga opisovali kot zadržanega, a prijaznega. Morda zato, ker Mira izhaja iz premožne družine Pregljevih, morda zato, ker je bila visoko izobražena, redko videna brez pokrivala in je imela družina v litijski cerkvi posebno ložo, kamor so prišli kot zadnji, se poklonili, priklonili, se usedli in je nato župnik začel z mašo. Smo v cerkvi svetega Nikolaja v Litiji, torej tam, kjer je Mirina družina imela svojo ložo, tamle danes je zazidana. Leta 1930, verjetno zato, ker je vsa leta opazovala, kako je oltarni del prazen, torej brez poslikave, se je odločila in ponudila župniku, da naredi freske. In župnik je seveda njeno ponudbo sprejel. Naslikala je 2 svetniški podobi svetega Nikolaja, kako rešuje po legendi čolnarje z Murja, in pa Kristusa z angeli, z verjetno verniki, ter seveda svetega duha. Njena naj bi bila tudi podoba znamenja v Podkraju, ampak ali so tisto dejansko njene freske, pa še rahlo stvar vprašanja. Če želite videti dela Mire Pregelj v Litiji, ki so na ogled, vabljeni v Litijsko cerkev. Leta 1955, 10 let pred njeno prezgodnjo smrtjo, je še izjavila: rišem povsod kot obsedena. Vsak umetnik je obseden ali pa umetnik ni, jaz pa sem vesela, da sem. Torej, tudi 30 let potem, ko se je preselila v Litijo, tukaj je ostala, čeprav, če bi ostala v Ljubljani, bi lahko dosegla večje uspehe, je bila svojo življenjsko potjo zadovoljna. To je ostalo do njene smrti 10 let kasneje njeno vodilo.